Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, z današnjo oddajo bomo zaključili sklop 10 oddaj modrovanj. Modrovali smo o tem in onem in danes bomo modrovali o pravem moškem. Kdo je pravi moški? Nedolgo nazaj sem po naključju ujel radijsko intelekto, kjer so eminentni gostje govorili, modrovali uro in pol, bili so 4 ali celo 5, o pravem moškem. Očitno je, da pravi moški danes ni tako pravi, da se ne bi govorilo o tem. Govorili so ženske, govorili so moški, ni pa bilo tistega psihoanalitičnega diskurza, po katerem jaz slovim. In bil sem nekako izzvan, da o pravem moškem skozi psihoanalizo razpravljam v teh naših modrovanjih. Pravi moški. Kdo je pravi moški? Očitno obstaja tudi nepravi moški. In ker obstajajo nepravi moški, so si ženske izmislile kategorijo pravega moškega. Mi vemo, desetletje ali pa 20 let nazaj, tudi sredi 80-ih let, se je pojavil nek moški, ki je bil označen kot metroseksualec. Ne metromoški, ampak metroseksualec. Se pravi, moški je vselej seksualen. In to kot takega ga prepoznavajo ženske. Spomnim se skupine Duran Duran. Imeli so kup samcev in eden je bil lepši kot drugi. Spomnim se klaviaturista, ki se je ličil. Imel je naličene oči, izgledal je kot ženska. Zdaj ta frontman Simon Le Bon ni bil ne vem kako poženščen, ampak spomnim se klaviaturista, ki je pa izgledal kot ženska, zelo feminilen. In mislil sem si, a je zdaj to ideal. Bil sem nekje na začetku, bi rekel, svoje možate kariere, pa sem bil malce zbegan. In karakteristika sodobnih moških je, da so zbegani, da imajo krizo identitete. Ne vedo, kaj bi bili, pa ne zato, ker sami ne vedo, kaj bi bili. Problem je, da ne vedo ženske, kaj si od moških želijo. In skozi psihoanalizo, Freudova psihoanalizo, ki je konzervativna, da ne rečem za odtenek šovinistična. In danes, če bom zvenel šovinistično, bom zvenel tako zaradi teorije. Kaj mislim o pravem moškem, jaz osebno niti ni tako pomembno, čeprav tale moja teorija bo mogoče tudi simptomatsko zabeljena. Torej, moja dilema je, kaj je pravi moški, in jaz trdim, da so pravi moški izgubili stik z moškostjo. Ampak ne zato, ker bi sami imeli neke napake v sebi. Problem je, da si ženska danes ne prizna, kaj si želi. Oziroma, ženska je bila tista, ki si je že želela metroseksualnega moškega. In tale naš športnik David Beckham iz sredi 90-ih let nekako postal tako feminin, pa po drugi strani še vedno možat. Metroseksualni moški so heteroseksualni, čeprav na videz izgledajo zelo ženstveni in nekaterih mogoče stereotipno prepoznavajo kot homoseksualne. Metroseksualci so heteroseksualni, vendar so tako lepi, če je moški sploh lahko lep, tako odišavljeni, tako čustvujejo, tudi zjokajo se. Jok pa danes skozi psihoanalizo vendarle ni samo jok. Jok skozi psihoanalizo je nekakšna simbolna kastracija. Se pravi, kastracija pa nek fenomen, psihični fenomen, ki si ga deček prikliče v spomin, ko opazi, da anatomija spolnih organov nasprotnega spola pa vendarle ni takšna, kot jo ima on. In ženska v dečkovih očeh ali pa deklica je kastrirana in on se prepoznava kot kastratibilen. Nekdo mu tisti privesek med nogami lahko odreže. In moški, današnji metroseksualci so nekako simbolno kastrirani, ker se včasih tudi zjokajo, so sočustvovalni, pokažejo svoja čustva, se lepotičijo, se predajajo raznim postopkom lepotičenja, manikura, frizerji so recimo prav prišli na svoj račun, ker David Beckham je porabil svoj čas
5000 frankov, ko so imeli še franke, ker je naročil frizerja enkrat tedensko, je prišel iz Londona v Madrid in ga naličil, ga upedenal, tako kot se upedenajo ženske, ko gredo ven. Imel je tisto znamenito frizuro David Beckham in še danes je ta frizura kar nekako kultna za mnoge metroseksualne moške. In Roberto Carlos je o Davidu Beckhamu rekel, da na koncu tekme, ko imajo vsi nekako športni vonj, morda malce smrdijo po znoju, David Beckham pa še vedno diši, ker že na začetku tekme diši, na koncu pa še vedno, ker ima toliko parfuma na sebi, ima 2 uhana, liči se. To so ti ideali medijske zvezde, ki so se nakazali že v 80-ih letih v popkulturi. David Beckham nam je pa zagodel. Vendar kriza identitete moških ni toliko v tem, da bi bil meteroseksualni moški ta ideal. Ženske so se meteroseksualnega moškega očitno prenažrle. Ampak Hollywoodarji so to hitro zaznali. Gladiator z Russeljem Croweom je že leta 2000 napovedal, da se metroseksualnemu moškemu iztekajo dnevi, leta prosperiranja. In potem se je, mislim, da leta 2004 pojavil King Kong. In ženske so rekle, to je pravi moški. Pa veste, da King Kong je žival. In moški, pravi moški, naj bi moral domnevno biti malce živalski, malce neizprosen, nič več jokav, bolj možat, kosmat, moški, ki bi ubijal za svojo žensko. Zdaj, kdaj se je King Kong vzpostavil, je treba vedeti. V 1930. leta, 33. mislim, da so prvo verzijo posneli Hollywoodarji in to iz te nezavedne bojazni, da si blond, bele ženske želijo črnih moških. In potem se je vzpostavila ikona King Konga, ki je postala aktualna tudi v teh časih metroseksualcev, ko so se ženske nekako preobjedle tega lika metroseksualnega moškega. Kroničen strah metroseksualcev je zagotovo prisoten že nekaj let. Posebno, ker možati moški, ki imajo vzvode oblasti, tudi vzvode Hollywooda, so sledili tej svoji liniji možatosti. In mnogi filmski igralci so dobivali vloge, kjer so lahko bili pravi moški. Brad Pitt je bil v Troji pravi moški, tudi Hector in deloma Paris z Orlandom Bloomom so bili pravi moški. Pravi moški je bil Brad Pitt, ko je igral gospoda Smitha v tandemu z gospo Smith. Angelina Jolie pa vendarle ni bila prav prava ženska, prava po narekovaji. Bila je nekako možata ženska, lahko bi rekli tudi moškinja. Čeprav je bila seksualna na videz, zelo seksualna, ampak lik, vlogo, ki jo je igrala, pa je bila zelo možata. In problem današnjega pravega moškega je v tem, da si je ženstvena ženska preobjedla metroseksualca. Ženstvene ženske so tiste, ki so dobesedno poklicale možatega moškega, iber moškega, kot so rekli King Kongu. In sodobna ženska je bila v objemu feminizma predolgo časa izpostavljena tej zahtevi po, kako bi rekel, po možatosti, po faličnosti. In zato v karikirani besedi rečem moderni ženski moškinja. Ne, da bi jo žalil, ampak zato, da boste dojeli, da so v objemu feminizma ženske postale zelo, zelo podobne, ampak ne fizično, ampak skozi kariero moškemu. Zato imamo enakopravnost po tem, da so danes obstajajo moški in moškinje. Obstajajo pa tudi na srečo feminilne ženske in te ženske so dobesedne poklicale pravega moškega. Klic po moškem je seveda klic po očetu. Oče je tisti, ki je kronično odsoten v družini. Današnja sodobna ženska
nažalost rabi moškega kot donatorja sperme. Potem mu da pa dvojko, ga frcne iz svojega življenja. Mnogo katere ženske so takšne, ki jim ta moški gre kot partner v družini rahlo na živce. In moški se nekako oddalji, je kronično odsoten in hčerka in sin se nekako odzoveta na svoj način. Sin ima krizo identitete, ko odraste, ker nima lika, nima očeta, ne ve, kaj bi bil, ker nima ideala. Hčerka pa ne ve, kaj bi si želela. Ne ve, kakšen je zdaj ta ideal, ki ga ni imela, ko je odraščala. Oziroma ga je imela na neki psihični realnosti. In lik očeta za deklico je vendarle vzraste tudi na njeni psihični ravni. Zgolj mogoče v nekih nezavednih sferah deklica natančno ve, kdo je pravi oče, kdo je vsemogočni oče, kdo je ta oče, ki bi za njo, za hčerko naredil dobesedno vse. In takšna ženska nezavedno ve, kakšnega pravega moškega si želi. Ampak na zavestni ravni pa ta feminizem, pa ta kultura tej ženstveni ženski tako zagodla, da ne ve, ali si želi zdaj robustnega, možatega moškega, ali si želi krotkega, metroseksualnega moškega, ki je zelo krotek, da ne rečemo copatast. Jaz bi mu karikirano rekel, da je jajčko. Jajčko zato, ker med nogami nima jajc, ampak ima le še jajčnike. In tisti biologi, ki so raziskovali evolucijo moškega, so ugotovili, da so se moški skozi tisočletja poženščili. Postali so nekakšne feminilne ikone, nasledniki tistih moških, ki so nekoč prosperirali. Število spermijev baje se je zmanjšalo drastično. In to je grozljivo. In grozljivo je tudi to, da si bi morda ženske umislile časovni stroj, zato da bi šle v zgodovino pogledati, kaj je pravi moški. Gladiator je bil pravi moški. Nek fizični kmečki delavec pred tisočletji je bil pravi moški. Delavec v rudniku pred stoletji je bil pravi moški. In pravi moški takrat niso imeli problemov z identiteto. Identiteta je postala ključna v tistem trenutku, ko so ženstvene ženske postale preveč možate. Problem pravega moškega ni v moškem. Problem je v kronični nezadovoljnosti možatih žensk. Sodobna ženska je preveč možata, zato ne ve, kakšen je njen ideal. In njen zavestni ideal je vdan, ljubeč, lep moški, nezavedno pa si ženska želi vse kaj drugega. Problem je, da ne ve, kaj si želi. Ženska ne ve, kaj si želi. Ve pa, da tisti metroseksualni moški vendarle ni tako popoln. Preveč diši, preveč je lep, preveč je ulikan, preveč je vdan, preveč je čustven, preveč je jokav, zjoče se na njenih ramenih. Pravi moški nikoli ne joče. Pa ne, da je to moja osebna misel. Jok je simbolična kastracija. Jok je priznanje, da se je njemu zgodila kastracija. To priznanje se naseli v otroka pri 3-4 letih, ko se vse potlači, ta njegov takratni jok se potlači, čuti se premagljivega, kastratibilnega. V odraslosti pa postane pravi moški v tistem trenutku, ko ne potoči solz, ko ne obupa, ko zna udariti po mizi, ko se ne obremenjuje, ko mu žena doma reče, poglej, malicija men, to je pravi moški, ko tudi diši. In ta ženska, ko vrže ta čevelj v pravega moškega, metroseksualnega moškega, ta ženska je problematična. Ta ženska ima, ne da ima pokvarjen nos, pokvarjeno ima psiho, da vonj običajnega moškega ne okusi oziroma ga ne vonja kot, ne bom rekel dišečega, ampak ne smrdečega. Če moški smrdi in če ne smrdi kot osebnost, se pravi, da je nemoralen, nemoralni moški smrdijo, njihov vonj smrdi, ampak pravi moški pa, če malce vonja po znoju, ne smrdi. In problem smrada je v ženski. Ženska je tista, ki zavoha moškega kot smrdečega. Ženstvene ženske
lahko rečejo, da jim von moškega, če je malce preznojen, celo diši. Tudi moški, ki so zaljubljeni v svoje ženske, njen von vonjajo, torej ne parfumiran von. Njen običajen von vonjajo kot nekaj stimulativnega, nekaj, kar jih rajca. Ampak čez desetletja, pa mogoče, ko se partnerja odtujita, ta isti von, tudi moški, vonja kot smrdeč pri svoji partnerici. To so problemi nasprotnih partnerjev, se pravi smrdeči moški, ta anti-malicia men, ni problematičen zato, ker smrdi. Problematična je ženska, ki ga vonja kot smrdečega. Ampak ta ista ženska, ki na videz izgleda tako feminilna, ima nezavedni preblisk, češ, a je to tisto, kar si jaz želim. Nezavedna želja je drugačna kot zavestna želja. In to je treba vedeti, ko se tematizira pravi moški. Zato se vzpostavi potem lik King Konga, ki ga je letos, pa v letu 2006, zabelil ta najnovejši James Bond, Casino Royale. Tam je pravi moški. In tisti snovalci, scenaristi, režiserji, ki so delali idejne zasnove novega James Bonda, so ga postavili v neko luč, ki je možata. Ta novi moški, novi James Bond, so mu očitali, da ni dovolj lep. Lepota in moški ne gresta v isti stavek. Lepa je lahko samo ženska, moški lahko šarmant, ne more biti pa lep. Lepi so metroseksualni moški, ki jih ni več. Im je odklenkalo. Vendar ta James Bond ima za partnerico ne gospo Smith, se pravi falično moškinjo. Ta soigralka njegova je zelo ženstvena. Ona je jokava, sicer pametna, razumevajoča, ampak nasproti ima moškega, ki je z mezincem toliko moški, kot vsi moški okrog njega. Z mezincem vse zasenči. To je pravi moški in to reče ženska, ki je ženstveno ženska. Pojdite si pogledati ta Casino Royale, dober film, ima močno poanto in ta iber moški je prav ta novi James Bond, ki ni več metroseksualen, ampak je možat, iber moški, nadmoški. To kislo jabolko, pravi moški, v katerega smo zagrizli raznorazni teoretiki in psihoanalitiki, smo zagrizli zato, ker so sociologi ugotavljali, da se moški ne znajdejo v velikih krizah. Velika kriza, če je vojna, se moški zelo dobro znajde. Tudi ženska postane ženstvena, ni vojakinja. Pravi moški ga je zelo rad v borbo, tudi če je vojna. Ampak te sociološke krize, te kulturne krize, tam se pa sodobni moški ne znajde. In ravno zato, ker je kastratibilen. Na simbolni ravni se prepozna kot kastratibilnega. Postane lahko jajčko in to mu nezavedno ne paše. Ženska pa lahko niha v identiteti. Lahko je ženstvena ali pa bolj možata, falična. Lahko je ženska ali pa moškinja. In velike sodobne krize, po katerih ženska tako dobro krmari, moški se pa tako izgubljamo, te krize so pisane na kožo ženskam. Ženske se lahko prelevijo v moškinjo in potem v partnerskem odnosu, bi rekel, na koncu meseca na mizo vržejo srno, moški, ta kronično nezadovoljen, ne samozavesten, pa pride z neko veverico ali pa zajčkom ali pa peščico brunic. Problem je, da pravi moški je tisočletja na mizo vrgal, pazi, bom ponovil. Pravi moški je tisočletja ob koncu meseca, karikirano rečeno, na mizo vrgal srno ali pa srnjaka, ki ga je ženska, njegova žena, partnerica, mati številnih otrok dobro pripravila in nahranila te otroke. In moški je bil srečen, ker je uspel dajati, in ženska je bila srečna, ker je uspela prejemati. Ženska je rojena zato, da sprejema, moški pa da daje. Današnja kulturna paradigma je pa izmaličena. Danes pa
ženska v bistvu ne rabi nič, rabi donatorja sperme. Semenske banke bodo zadale smrtni udarec pravim moškim. Vendar ta seksualnost, ki pa vselej tli v teh sodobnih ženskah, zna stvari postaviti na svoje mesto. Ideal sodobnega moškega je, karikirano rečeno, impotenten moški, ki je potenten vsake 3 tedne za 10 minut. To je ta zavestna želja sodobnih žensk, da ne rečem moški. Ampak pravi moški, ki ima neko vizijo, nezavedno vizijo, kaj je pravi moški, ta pa je zbegane. In potem se dogaja, da moški želi 3-krat dnevno seksati svojo utrujeno ženo ali pa 3-krat na teden. Pravemu moškemu ni potrebno seksati 3-krat dnevno ali pa 3-krat na teden. Dovolj mu je enkrat tedensko ali pa enkrat na 14 dni. Ker ženskam pa preseda ta nenehno teženje po seksu. Ker moški nima seksualnega apetita zato, ker bi rad seksal, ampak zato, da gradi svoj ego. On je kastriran, on se želi dokazati, če mu nič v življenju ne uspeva. Če na mizo na koncu meseca vrže veverico namesto srne, ker srno vrže žena s kariero, tak moški mora graditi svoj ego. Ta seksualni akt, ki je sadistično-mazohističen, se pravi, moški tam nekaj počne s to žensko, ženska bi morala v tem uživati, pa ne uživa, ker je to prepogosto, pa preveč sadistično zanjo, psihično ne uživa. Moški pa s tem seksom, povečanim apetitom, gradi svoj ego. On ne želi seksualno uživati, on želi pri sebi doživeti psihični občutek, da je še vedno pravi moški, da je dec. In potem se izživlja nad to svojo partnerico s tem povečanim apetitom do seksa. In ženske seveda so nesrečne, ampak ne vedo, da ni problem ta povečan seks, ker bi moški rad užival. Problem je, da se moški čuti identitetno okrnjenega, kastriranega, sam sebi gre na živce, ker je, karikirano rečeno, jajčko ali pa copata. In sodobni moški ima krizo identitete. In krizo lahko reši ženska s tem, da postane manj možata, da postane bolj feminilna, da ko stopi skupaj s svojim partnerjem, pusti, da on pleše, da on vodi, da se on izogiba silam in karibdam. Govorimo o plesu, klasičnem plesu. Ples pa je družabni ples, zadnja trdnjava, ki mu jo ni uspelo sesuti v tem kulturnem trenutku. In to moškinjam ni uspelo sesuti, feministkam ni uspelo sesuti te paradigme družabnega plesa. Dober plesni par je tisti, kjer moški dobro vodi. Ženska se mu pa uspešno prepušča in mu bere misli. In mu seveda vceplja svoje misli. Ženska ukazuje na neki psihični ravni, kako mora plesati. Vendar ples je pa, odličnost plesa je pa odvisna od dobrega plesalca. In odličnost družinskega zakona, partnerstva je odvisna od pravega moškega, ki mora znati dobro voditi. Vendar njegove soplesalke, življenjske sopotnice so nemalokrat rokovnjačinje, se pravi, one primejo in vodijo in one ukazujejo, kako je treba. One dajo na mizo srnaka, ubogi moški pa se tam ven meče z neko veverico ali pa zajčkom pa z borovničkami. To so problemi, ki identitetno zagodejo moškim in potem moški ne vedo, ne vemo, kakšen je zdaj ta ideal. Nedolgo tega sem bral intervju nekega psihoanalitika, sicer krščanskega porekla, ki je trdil, da je klic po očetu permanentna, bi rekel, nevralgična točka odnosov med moškim in žensko, med možem in ženo. Današnji oče je kronično odsoten, tako kronično odsoten, kot je odsoten pravi moški. In ker Ojdipov kompleks ni razrešen tako, kot bi moral biti, ker hčerka nima tistega ideala očeta zapisanega na tak način, da bi se v odraslosti želela
pravega moškega. In sin nima ideala, ne ve, kaj je zdaj ta oči njegov, a je prisoten, ali ga ni, ali je dober moški, ali ni moški, ali zna udariti po mizi. In nemalokrat moški ne znajo udariti po mizi. Očetje so tisti, ki zatajijo, zato ker niso prisotni. In nemalokrat niso prisotni zato, ker ne zdržijo ob, bi rekel, možatih idealih ženske. Ženska je preveč možata, zato se moški nekako spontano umakne, se smili sam sebi in se nemalokrat poda v pijačo, v druge oblike zasvojenosti. In to so problemi očeta, ki se vračajo v problemu pravega moškega. Razrešitev Oedipovega kompleksa pa botruje trdnim osebnostim. Se pravi, če otrok razreši svoj Oedipov kompleks, razreši ga pa lahko le, če je oče kot markantna osebnost prisoten. In ko ga razreši tako deček kot deklica, potem v odraslosti postane trdna osebnost. Se pravi, psihično nemotena, ni nevrotičen, še manj psihotičen. To so problemi sicer sociološke narave, vendar zametki so pa v družini, v razrešitvi teh oedipalnih dogodkov, kjer kronično oče ni prisoten in potem ni čudno, da imajo ženske problem s pravim moškim in moški iščejo svojo identiteto v raznih metroseksualnih variantah. Zdaj bom pa zaključil tole modrovanje še z enim filmom Bela Masajka, če ste jo gledali ali pa brali knjigo. Bela Masajka je bila švicarska ženska, ki se je zaljubila v pravega moškega, v črnega Masaja. Želela je živeti z njim, se naselila v njihovo kulturo, vendar tam je naredila veliko zbrkov. Ta pravi moški, ki je vedel, kaj je pravi moški je tisti, ki ima kozo za masajsko kulturo. Ta pravi moški se je v trenutku spopadel s krizo identitete, ko je ta švicarska ženska unesla delček evropske kulture v njihovo masajsko kulturo. Moški je postal nesrečen, neznosen. Tisti, ki ste gledali film, ste se verjetno jezili na moškega, tega King Konga, ampak problem je bila ženska. Ženska je bila tista, ki je srednjeevropsko kulturo vnesla v afriško kulturo. Ženska je bila tista, ki je moškemu dala zanko, ne samo tem masajskemu moškemu, temu Afričanu, ampak srednjeevropskemu moškemu je zanko okrog vratu dala ženska, sodobna ženska, ženska, ki je ujeta v feminizem, feministično ideologijo. Problem pravih moških ni v moških, ampak v ženskah. S tem sem želel zaključiti. Zaključil pa bom tudi sklop 10 oddaj. Hvala, ker ste me poslušali, ker ste bili strpni in ker ste strpno komunicirali z menoj v mislih in tudi sicer. Hvala.